Lep popoldne, lep večer v imenu, vsem skupaj v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine. Nocoj nas je tu zbral spomin na Vladimirja Vavhnika, polkovnika, vojaškega atašeja in obveščevalca, ki velja za eno najbolj skrivnostnih slovenskih osebnosti sredine 20. stoletja, kot smo napisali v vabilu. Življenjska zgodba Vladimirja Vavhnika še vedno boli domišljijo, o njegovih obveščevalskih sposobnostih pa krožijo govorice, na podlagi katerih si je prislužil vzdevek slovenski James Bond. Pred včerajšnjim smo se spominjali 70-letnice njegove smrti. Umrl je 31. marca 1955 v Argentini. Zdelo se nam je nedopustno, da bi šla ta okrogla obletnica njegove smrti mimo brez vsake obeležitve v slovenskem prostoru. Razmišljali smo o tem, da bi organizirali strokovni posvet ali celo znanstveno konferenco, saj je več zgodovinarjev, zlasti srbskih, v zadnjih letih intenzivno raziskovalo delo Vladimirja Vavhnika. Žal nam zaradi pomanjkanja časa, sredstev ni uspelo in smo konferenco prenesli v prihodnje leto. Na pobudo in v sodelovanju s gospodom Ivom Jevnikarjem iz Trsta smo tako organizirali tale večer in nam povabili sorodnike Vladimirja Vavhnika. Vsi bi želeli ohraniti nekaj družinskih spominov, katerim preti nevarnost, da bodo s časom utonili v pozabo. V današnjem večeru tako ne bomo poslušali strnjenega predavanja, v katerem bi dobili celovit pregled nad Vavhnikovim življenjem in delom, predviden je nekakšen klepet, v katerem bi zajeli nekaj spominov, ki bi osvetlili njegovo podobo tudi z drugih, mogoče do sedaj tudi neznanih strani. Dovolite pa mi, da najprej predstavim današnje sogovornike, ki bodo tukaj z mano na odru. Štefka Mikluš, rojena Vavhnik, je hči Vladimirjevega brata Miloša. Rodila se je 12. februarja 1935 v Mariboru in je torej pred kratkim praznovala 90 let. Vse najboljše. Mama je umrla na porodu, oče pa je že leta 1941 pobegnil z Štajerske pred Nemci, tako da je zanjo skrbela predvsem stara mati po mami. Maturirala je leta 1953 na klasični gimnaziji v Mariboru in nato postala profesorica nemščine in angleščine. Po poroki z inženirjem Marjanom Miklušem sta se za nekaj let preselila v Wolfsburg v Zvezni republiki Nemčiji, kjer je mož delal pri Volkswagenu, sama pa je poučevala in bila sodna prevajalka. Nikoli se nista vrnila v domovino. Dobila sta dva sinova, zadnja leta življenja, pa se je k njim preselil tudi oče Miloš Vavhnik. Sledila je selitev v Berlin, a vsako poletje gospa Štefka preživi v hrvaški Istri. Ivo Jevnikar, ni Vavhnikov sorodnik, je pa najstrastnejši raziskovalec njegovega življenja pri nas. Rodil se je v Trstu leta 1954 in je od mladih nog dejaven v slovenskih kulturnih, političnih in publicističnih krogih v zamejstvu. Enako dejavna je bila njegova pokojna žena, Nadja Magajna Jevnikar. Dobila sta dva sinova, vso poklicno pot je opravil na Radio Trst A, od leta 1995 tudi na slovenski televiziji, ki ravno tako sodi k italijanski javni radioteleviziji RAI. Prehodil je pot od zunanjega sodelavca in časnikarskega pripravnika do glavnega urednika informativnih oddaj. Je predsednik založbe Mladika in knjižnice Dušana Črneta v Trstu. Viktor Vavhnik, ki sedi na njegovi desni, rojen leta 1948, je pravnuk Vladimirjevega brata Viktorja. Pri starem očetu, ki je prevzel družinsko posestvo, je preživljal počitnice in tam se je navzel družinskega duha in družinskih spominov. Po poklicu je magister organizacijsko-poslovnih ved, večletni član uprave večje trgovinske družbe in prvi direktor Trgovinske zbornice Slovenije. Danes kot upokojenec živi v Radovljici. Igor Gabriel, rojen leta 1954, na moji levi, je sin Vladimirjeve nečakinje Helene Vavhnik. Po poklicu je zdravnik, specialist družinske medicine, dolgoletni vodja ambulante splošne medicine v Podpeči. Danes kot upokojenec tudi živi tam. Toliko za uvod.
Moje prvo srečanje z Vladimirjem Bauchnikom je bilo, ko sem kot mulc, mlad fant, brskal po starih številkah revije Obramba in v nekem članku, ki je opisoval razne četniške zločine med drugo svetovno vojno, je bila fotografija elegantnega častnika v slavnostni uniformi vojaškega atašeja s podnapisom polkovnik Vladimir Bauchnik, četniški komandant in agent nemške obveščevalne službe. Pozneje sem se seveda z omembami in zapisi o njem srečal še velikokrat, a vedno je okrog njegovega imena ostal nek pridih skrivnosti. Kljub vsemu, kar je v letih pred smrtjo zapisal v obliki spominov, je jasno, da je veliko skrivnosti, kot izuri, šolan obveščevalec pred 70 leti odnesel grob. Zato se pri obravnavi njegovega življenja ne moremo povsem izogniti domneva. Večeri kot je ta so zato izjemno pomembni. Gre za nekakšno brisanje prahu z pozabljenih spominov, izmenjava informacij. Tudi z nekakšnim občudovanjem nad vsem, kar je polkovnik Vladimir Bauchnik v življenju naredil, žrtvoval za obrambo domovine in demokracije. Tako, mikrofon bi zdaj predal iniciatorju tega večera Ivu Jevnikarju. Prosim. Lepo pozdravljeni, hvala magistru Boštjančiču za pobudo, kajti on je iniciator z željo, da bi strokovni simpozij izpeljali, ki še pride. Ne? Vsekakor lepa hvala za vašo udeležbo. Kot rečeno je v ponedeljek 31. marca minilo 70 let, kar je v Argentini preminil slovenski častnik in publicist, zadnji vojaški ataše Kraljevine Jugoslavije v Berlinu, polkovnik Vladimir Bauchnik. Moški se je proti nacifašizmu boril na obveščevalnem področju in skupno s hrvaškim majorjem Antejem Anićem med vojno vodil omrežje v korist Britancev zunaj partizanskega gibanja, je vsa desetletja po vojni predmet slavospevov in zaničevanja, a tudi treznih strokovnih obravnav. Pozitivne ocene zadevajo Bauchnikove naravnost neverjetne ocene nemške vojske in njenih operacij, točne napovedi o napadu na Sovjetsko zvezo in na Jugoslavijo z bombardiranjem Beograda ured. Kot rečeno je direktor parka dal pobudo za ta muzejski pogovorni večer in ker načrtujemo strokovni ali znanstveni posvet, bo danes pozornost predvsem posvečena osebnosti Vladimirja Bauchnika. O povezavah s Trstom, ki je odigraval med vojno v tem omrežju pomembno vlogo, pa bo nekaj več besede v petek, če ste mogoče kje zaznali, bo v Rižarni v Trstu ob 11. krajša komemoracija, kajti minilo bo točno 80 let, ker sta zadnja dva člana omrežja izgubila življenje zaradi nacističnih krvnikov. To je bil vodja tržaškega punkta obveščevalne službe Jože ali Jojo Golec in njegov kurir Rafael Požar. Omenjeni so bili slavospevi in zaničevanje, značilno, da ne le v domovini, temveč tudi med Slovenci po svetu, za katere bi domnevali, da v emigraciji so pač delili podobno usodo kot Bauchnik in da so bili pač bolj naklonjeni, ampak dobimo tudi tam velike kritične zadeve. V elaboratih Udbe, na primer, beremo, to je pisal Bogdan Švent, ki ga poznamo, ne vem, iz spominov Ljuba Sirca, recimo, in je on nekako urejal dosjeje tudi za Bauchnika. Beremo zelo laskave ocene o njegovem obveščevalnem delu v Nemčiji, zelo negativne pa o njegovem zadržanju v Ljubljani, ker se ni pridružil Osvobodilni fronti in pa delu po vojni. Dejansko so se Bauchnika na vsakem političnem procesu po vojni spomnili kot angleškega špijona in narodnega izdajalca. V časopisih so ga razglašali za dvojnega agenta, ki je delal za Gestapo in Angleže, in spletali neverjetne zgodbe o njegovih metodah pridobivanja podatkov.
To se je pomnožilo po izidu njegovih posmrtnih spominov Nevidna fronta, ki jih vidite tukaj, tudi prvo izdajo z leta 65 v Buenos Airesu. Na podlagi te knjige je Vjesnik v sredu začel objavljati še kar pozitivno naravnan felton. Slovenska udba, Pernik, je protestirala in iz svojega hermetično zaprtega arhiva posodila pisatelju Tonetu Svetini 4 fascikle izvirnih dokumentov, jih je odnesel pač domov, da je lahko proti Vavhniku napisal Filipiko. Mislim, da imate tukaj kopijo, ne, tudi tega, kar je Svetina napisal takrat. Ne. Niso pa bili vsi pri udbi zadovoljni s to Filipiko, ker so, da je preveč črno-belo napisana. Kratka pauza je nastopila leta 1973, ko je Viktor Blažič, znan tudi zaradi Kozbekove afere, je bil zaprt zaradi Kozbekove afere, pri delu, kjer je bil v službi, pri časopisu, urejal knjižno zbirko. V tej zbirki so ponatisnili prvi berlinski del Nevidne fronte, je tudi tukaj na ogled, v katerem je objavljena tudi dokaj naklonjena spremna beseda zgodovinarja Dušana Bibra, ki je tudi objavil poročilo, ki ga je našel v Berlinu, v katerem je zloglasni Heydrich poročal zunanjemu ministru von Ribbentropu, kaj je pokazala raziskava Gestapa proti Vavhniku potem, ko je pač Jugoslavija bila že zasedena in so ga imeli v Berlinu v zaporu. Vavhnik je bil za nacistični vrh zelo zanimiv, kajti Nemci so imeli v generalštabu v Beogradu enega ali več agentov, ki so z obratno pošto sporočili Berlinu, kaj pošilje z Berlina Vavhnik. In vemo od spominov Schellenberga, da je Hitler naravnost besnel, ko je zvedel, da je bil čas napada na Beograd izdan. V isti knjigi, tej ljubljanski izdaji iz leta 1973, delni izdaji, je zelo naklonjeno obrambo Vavhnika pred podtikani v dnevnem tisku napisal njegov mladostni prijatelj, sicer pa takrat že visok režimski človek Maxo Schnuderl, ki je prvo obrambo Vavhnika namenil časopisom, ki pa mu je niso objavili. Je pa potem objavljena v tej knjigi. Reakcija je bila ta, da so knjižno zbirko dela enostavno ukinili. Blažiča pa so še v času Kozbekove afere, torej 2 leti kasneje, trdo zasliševali o Vavhniku. Na podlagi ameriškega dokumenta je dr. Bieber, ki je v udbovskih arhivih označen kot kaktus, ker te dokumente je posredoval tudi v udbi pač. Na podlagi ameriškega dokumenta je Bieber kljub prejšnjemu naklonjenemu pisanju vrgel v svet domnevo, da je Vavhnik res delal na obe strani, angleško in nemško. Ampak tudi naslednja knjižna izdaja v samostojni Sloveniji z leta 2017 pri Modrijanu v spremni besedi šepa. Visoki častnik Kosa, general major Marjan Krajnc, to sta tisti 2 knjigi tukaj, ob ostalem namiguje, da je Vavhnik morda delal za Sovjete. Torej, absurd za absurdom. Pripisuje mu še poveljevanje slovenskim četnikom, ki ni nikjer dokazano. Pripisuje mu čin brigadnega generala. Vavhnik se je vedno in izključno podpisoval kot generalštabni polkovnik. Za čuda so o možnosti, da je delal za Sovjete, pisali tudi v zdomstvu. To je sprožilo do Nevidne fronte dokaj kritično predavanje Srečka Barage, sicer zelo zaslužnega za slovensko šolstvo po vojni v zamejstvu, ampak do Vavhnika je imel očitno svoje poglede in je leta 1966 predaval o Nevidni fronti. Hude zamere do Vavhnika je gojil tudi prvi vodja slovenskih četnikov Karl Novak in še bi lahko naštevali, na primer oži Rupnikov krog. Rupnikov tajnik in zet, Stanko Kociper, na katero sem se pred mnogimi leti obrnil, se je vprašal, kako je
njegovo okolje gledalo na Vavknika, je odgovoril, tako imenovano Vavknikovo obveščevalno mrežje je v našem okolju odmevalo samo kot ena izmed tolikih, milo povedano, otročjih neresnosti, ki v tistih že itak za dosti težkih časih niso nikomu koristile, škodovale pa mnogo. Katere posledica, potem nadaljuje, ni dobesedno, so bile edinole žrtve, Golec, Pater Cortese in tako dalje. In Nemci so zaradi teh neresnosti še bolj privijali vijak nad slovenskim domobranstvom. Veliko tehtnejša vprašanja je postavila zgodovinarica doktorica Jera Bodušek-Starič v knjigi Slovenski špijoni in SOI leta 2002. Ona je opravila impozantno raziskovalno delo, ampak postavlja tudi določena vprašanja, ki nima smisla, da si jih tukaj zakrivamo. Ona piše, doslej je veljalo, da je bil Anič le eden od sodelavcev polkovnika Vladimirja Vavknika v Ljubljani. Po Vavknikovih spominih sta skupaj vodila organizacijo BBZ v Ljubljani oziroma obveščevalno mrežo Slovenije na Hrvaškem. Toda podrobnejši arhivski podatki kažejo nekoliko drugačno podobo. Veliko je bilo že napisanega o prihodu Vavknika v Slovenijo, vendar uganka o njegovem resničnem položaju še danes ni rešena. In potem na dolgo, na široko razlaga. In kaj očita Vavkniku? Da je posegal v politiko, da ni bil obveščevalni agent, kot bi moral biti, tak, ki se drži anonimno ob strani in ne posega v politiko. Anič pa je odločno odklanjal, da bi se politično opredelil. Ostaja seveda vprašanje, kaj je med vojno v resnici bil Vavknik. Ali ne morda le upokojeni odsluženi obveščevalec, ki si je srčno želel nadaljevati igro. Sodeč po sedaj dostopnih virih je resnično delo za Secret Intelligence Service opravljal Anič in zanj nekaj časa tudi Vavknik in ne obratno. Anič za Vavknika. Možno je seveda, da sta bila usklajena in je Vavknik resno zven namenoma nastopil tako, kot je. Nažalost, z Aničevimi spomini ne razpolagamo. Ampak, če poglabljamo te zadeve, se nam pokaže nekoliko drugačna slika. Ona pravi tudi, da sta se razšla in iz političnih in drugih razlogov. V resnici sta Vavknik in Anič ostala v tesnem stiku in sta tudi čisto skupaj zbežala v Švico junija 1944 in tam tudi preživljala skupaj nekaj časa. V Argentini je po hudi operaciji Vladimir Vavknik nekaj časa živel pri Aniču. Miloš Stare, poznejši predsednik Narodnega odbora, izdajatelj Svobodne Slovenije, ki je izdala prvo knjigo, je 4. decembra 1982 v pismu zapisal: Z Aničem sva se srečala v bolnici, ko je bil Vavknik operiran zaradi Parkinsonove bolezni. Peljala sva ga vsak pod eno roko do avtomobila, na kar ga je Ante Anič odpeljal na svoj dom. Vavknik ni bil tako zapuščen, kot nekateri pišejo, da ne bi imel obiskov, da bi se nihče ne brigal zanj. Kot primer naj povem, da se mu na zadnji božič nesel slovensko potico, katere je bil zelo vesel. Vendar na tej podlagi, tudi teh zapisov Staričeve, ko omenjam to mrežje, pišem, da sta ga vodila oba, Vavknik in Anič, kar verjetno bo tako držalo. Kdo je bil višji, kdo ni bil višji, kako sta si delila naloge, to je druga zadeva. Kolikor jaz razumem vso zadevo, Vavknik ni bil vohun, kot bi človek tako danes definiral, ali James Bond, kot smo napisali v vabilo, da bi privabili nekaj več publike. Ni hodil okoli s pištolo, ni vlamljal v hiše in tako dalje. Bil je vojaški strokovnjak, obveščevalec, ki je delal za Slovence. Med vojno se je močno odmaknil od jugoslovanske ideje, čeprav je bil v njej vzgojen in je bil njegov brat do smrti super Jugoslovan, ne? Miloš. Ja. Ukolikor mi je to koristilo, je sodeloval z Angleži. Ni pa bil angleški
obveščevalec. On je bil slovenski obveščevalec, ki je pomagal tudi, ali sodeloval tudi z Angleži, če je za Slovence to koristilo. Po begu v Švico je pisal spomenice o samostojni Sloveniji, ki bi morala vključevati Trst. Prizadeval si je, da bi prišlo do izkrcanja v Istri, da bi zavezniki zasedli Slovenijo in tako dalje. Ni izključeval pa kasnejšega vstopa slovenske države v morebitno konfederacijo ali srednjeevropskih ali balkanskih držav. Vendar, ko vse te stvari premlevamo, je bistven podatek ta, da nimamo angleških dokumentov. Dokumenti SOI, ki je v naslovu Voduškove, so popolnoma odprti, kolikor so ohranjeni. Dokumenti Intelligence Service ali MI6 pa so dosledno zaprti, kljub intervencijam, recimo, jaz sem se obrnil na zelo prijaznega lani ali predlanskim umrlega ambasadorja Davida Lloyda in tako dalje, ampak se ni dalo prodreti preko tega zida. Protiobveščevalna služba objavlja tu pa tam nekatere papirje, MI5, torej svojim ljudem, ki so delali za Nemce, za Italijane ali za komunizem in tako dalje, to objavljajo postopoma, ampak kar je ofenzivna obveščevalna služba MI6, tega zaenkrat ne misli odpreti. Oziroma en odgovor je bil celo ta, da kakšna tajna služba bi bila, če bi mi svoje tajnosti razkrivali. A poglejmo njegovo življenjsko pot. Rodil se je 24. junija 1896 v kraju Svetinje pri Ormožu, kjer je bil oče učitelj. Osnovna šola na Ptuju, 4-letnike gimnazije v Mariboru, kadetnica v Mariboru, nato v poklicano vojsko. Bojeval se je v Galiciji, na Soči, na Tirolskem. Večkrat je bil ranjen, prejel je vrsto odlikovanj in napredoval. Leta 17 je bil že nadporočnik. Od 3. novembra 18, torej od razpada Avstrije, do 1. junija 19 je bil v italijanskem ujetništvu. Nato je nadaljeval svojo kariero v jugoslovanski vojski, in sicer v pehoti. Sodeloval je v bojih za severno mejo. Nato je bil v službi v Ljubljani. Od leta 21 do 26 se je šolal na Vojaški akademiji v Beogradu za generalštabnega oficirja. Od 26 do 35 se je zvrstila cela vrsta premestitev in pomembnih mest. Je bil pomočnik, nato načelnik štabov divizijskih oblasti po tem vrstnem redu. Zagreb, Sarajevo, Niš, Priština, Novi Sad, Valjevo. Od 35, ko je postal polkovnik, do 38 je bil v glavnem generalštabu šef odseka za izobraževanje. Vmes je bil leta 30 na nekem vojaškem tečaju v Franciji. Od 6. decembra 38 do 6. aprila 41 vojaški ataše v Berlinu, in to je višek njegove karijere in tudi kraj, kjer je vse svoje sposobnosti v polnosti izkoristil. Takrat so diplomatsko osebje Jugoslavije, ki je bila napadena brez vojne napovedi in Berlin zbombardiran z nekaj 1000 žrtvami menda. Beograd, ja. Ti si rekel Berlin. Tudi Berlin, kasneje. To diplomatsko osebje iz Berlina, iz drugih mest v Nemčiji, v Reichu, torej tudi Avstrija nekdanja, so prepeljali v nek hotel ob Bodenskem jezeru. Tam so jih nekaj časa držali. To so jih ukrcali na vlak in odpeljali v Beograd. Čim so izstopili, so Vauchnika in nekatere druge, ko so bili že svobodni državljani, aretirali in odpeljali nazaj v Berlin. V Berlinu je bil Vauchnik zaprt na sedežu Gestapa, kjer je zdaj muzej terorja, ali kako se imenuje tista stavba, je velik muzej. Deloma se vidijo nekdanje podzemske celice, ampak... Tiste se še vidi. Je še tam. Je še tam, ja. Čeprav je šel zid čisto blizu in so podrli en del, ne? Ne, ampak to je restaurirano. To je blizu Gropiusbaua in je tam se vidi tiste celice, ki so bile. Vidi se še celice.
vse je vidno. Ja, zdaj je tam muzej, ne? Ja, seveda, ogromen muzej. Kjer je Slovenija sicer slabo zastopana, je Zelo slabo, ja. slika z Jesenic in piše, da je to Srbija, ne, recimo. Vsaka država ima svoj pano, Slovenija ga nima in tako dalje. In med eminentnimi zaporniki njega tudi ne najdemo. Ne. Je debela knjiga, kjer so vsi našteti, Nič ni ampak njega omenjeno. nažalost ni. Ne. Torej, kot sam piše, je v zaporu poleg številnih zaslišanj in poleg zelo čudnih injekcij, ki jih je dobival, zaradi katerih je bratu Milošu pripovedoval, da so ga zastrupili in da je to povzročilo kasnejši Parkinson in tako dalje, vsekakor je iz zapora prišel izredno shujšan in slabega izgleda. On pravi, da je lepega dne dobil listič, na katerem je pisalo: sprejmi službo v Zagrebu ali v Bratislavi. Torej, dve varianti sta bili. In potem, ko je tam s temi zasliševalci na lep ali grd način diskutiral, so mu ponudili, če bi hotel sodelovati z Reichom, s tem, da bi pomagal postaviti na noge hrvaško domobransko vojsko v Zagrebu. On je na podlagi tega navodila sprejel, šel v Zagreb, ni imel kakšnega visokega položaja, bil je na generalštabu pri generalu Mariču in mu tam svetoval ali kakorkoli tam je bil in čakal, dokler se ni pojavil že omenjeni Anič in sta se zmenila, da bosta delala obveščevalno naprej. Tako da je lepega dne odpotoval v Ljubljano in javil v Zagreb, da je bolan in da odstopa. In so ga 20. januarja 1942 odpustili iz hrvaške domobranske vojske. In tam se začne ta drugi del njegovega življenja, torej to delo v Ljubljani, organiziranje obveščevalne službe, iskanje stikov po vsej nekdanji Jugoslaviji, ampak veliko širše. On je imel tudi stike z Berlinom še naprej. To o dvojni igri ima neko osnovo, koliko Nemci, ki so ga spustili, pač so imeli nek dogovor z njim, koliko ga je on spoštoval, koliko jih je vlekel za nos, koliko to nihče od nas ne more vedeti. Dejstvo je, da sta mesečno prihajala iz Berlina, potem iz Celovca, dva geštapovca in se z njim razgovarjala. Kaj mi je pravil, resnico, tvezu, šuntal proti Italiji ali karkoli, to je težko nam ugotoviti, ker teh dokumentov zaenkrat nihče ni videl. Ampak dejstvo je, da to njegovo omrežje je potem kar naenkrat začelo propadati. Najprej v Zagrebu so aretirali celo vrsto oficirjev in sestrično Melito Thaler, ki je bila tudi upletena v to omrežje in so jih 6, mislim, so jih ustrelili, druge poslali v taborišča, ampak taka taborišča, da se iz njih niso vrnili. Eden izmed obsojencev, recimo amnestiran, so ga lepega dne iz Lipoglava selili v Jasenovac in slučajno je nekdo zbombardiral vlak in so vsi zgoreli v tem vlaku. In podobne zgodbe. Torej, ko je bil ta proces v Zagrebu, je on videl, da je pač nastopil čas, da se umakne in je preko Trsta in Milana in potem s pomočjo tihotapcev, ki so vozili begunce preko meje, odšel v Švico. On v knjigi piše: moj najlepši resni dan, 24. juni 1944, dejansko iz švicarskih dokumentov izhaja, da je pribežal 23. junija, ampak nekaj poetične licence dovolimo tudi polkovniku Bavkniku. V Švici je potem živel kot privatnik, čeprav si je dopisoval, pisal spomenice za samostojno Slovenijo, za poseg v Istri in pošiljal tudi opozorila, kaj se bo zgodilo z domobranci po vojni, če se ne ločijo na katerikoli način od Nemcev in tako dalje. Zdaj, če prelistate te dve debeli knjigi, ki jih je Arhiv Slovenije tiskal, Šmajdov arhiv, so tam odmevi tudi o tem, kako so sprejemali ta njegova opozorila, nejeverno in tako dalje. Ampak v švicarskih arhivih, v državnem arhivu ima dosje, verjetno je še kje drugje, v kakšnem notranjem ministrstvu,
ampak tisti splošni dosje, ki je dostopen, izhaja, kako so ga ti Švicari za vsak frank kontrolirali. On je moral izročiti ves denar v banko in potem, če je kupil čevlje, je moral uložiti prošnjo in so mu jo odobrili na policiji in tako dalje. Za vsako malenkost in je to cel fascikel takih papirjev, dokler mu ni potem neka mednarodna organizacija plačala pot v Argentino, kamor se je preselil in kjer je zelo skromno živel, kjer je kmalu tudi hudo obolel, imel to Parkinsonovo bolezen, bil operiran neuspešno in bil zaradi tega izredno deprimiran. Umrl je 31. marca 1955, bil pokopan tam, ampak pozneje prekopan v Slovenijo, to bomo še slišali potem. Glavni slovenski dušni pastir v Argentini, Anton Orehar, ga je obiskoval in ga je hotel obiskati ravno na dan smrti. In je rekel, sem mu podelil maziljenje, ker je bil še topel. On je tudi vodil pogreb na Čakariti. Vavknik je veliko pisal, tukaj vidite nekaj izdaj njegovih knjig, ampak recimo za Zürcher Zeitung, ne vem, če na svojo pobudo ali nagovorjen, je napisal roman Der Partizan André, ki se dogaja na Gorenjskem med Gošari, on jih kliče tako še. 491 gostotipkanih stranih v nemščini, jaz jih nisem bral, ker toliko nemščine ne obvladam. Ponudil ga je temu časopisu, ampak ga niso objavili, ostal v zapuščini njegovi. Miloš, brat, je eno kopijo izročil Maxu Schnuderlu, ne vem zakaj, da bi pokazal dobro voljo ali karkoli, in Šnuderl v svoji spremni besedi piše, da je takoj nesel notranjemu ministru Borisu Krajgerju. In je ena kopija v arhivu Udbe, recimo. Potem sta bistvena dva tipkopisa, eden o Berlinu, delu v Berlinu, drugi o obveščevalnem omrežju. V nemščini oba tipkana in preščipana skupaj v obliki knjige. To je ponudil neki londonski založbi, ki se tudi ni zanimala. Tako da vse to njegovo pisanje in še drugo, ki niti ne vemo vsega, je ostalo vse v predalu nekako. Brat Miloš si je zadal kot življenjsko nalogo, da brani Vladimirjevo čast ali Vladkovo čast in da poudari v javnosti njegovo delo. On je imel v rokah samo drugo knjigo, to o obveščevalnem omrežju v Ljubljani in okolici. Jo je prevedel, tudi skrajšal, malček politično prilagodil, ker se mu je zdelo, tiste same slovenske izjave mu niso preveč pašale. Marsikatere ime je raje skril za kratico, da bi bila stvar bolj napeto detektivska, recimo, ne? In ponudil že omenjenemu Milošu Staretu za Svobodno Slovenijo. To je takoj sprejel, ker je Vavknika dobro poznal. 25. februarja 1963 je ta rokopis v slovenščini prišel iz Rima v Beograd. Lektoriral ga je, verjetno nekateri poznate, to je ime Alojzij Gržinič, opremil slikar Ivan Bukovec. Ko je bilo že vse postavljeno, je Miloš končno dobil v roke prvi del, tisti najzanimivejši, ki govori o Berlinu, o vojni, o napadu na Jugoslavijo in tako dalje. Kje je bil do takrat tisti del? Tisti del je Vavknik posodil zgodovinarju ameriškemu Jacobu Hoppnerju, ki je napisal pomembno knjigo o Jugoslaviji v krizi, v kateri v bistvu opravičuje politiko kneza Pavla za čim daljšo neutralnost Jugoslavije, da bi ne bila takoj upletena v vojno. In Hoppner, ki je v tistih letih izdal svojo knjigo, omenja ta rokopis v neki opombi. Takrat je Miloš postal pozoren na to, zahteval ta rokopis od Hoppnerja, ta se je nekaj najprej izmikal, ampak potem na koncu je ta rokopis dobil. Miloš je spet to prevajal, spet je šlo v Argentino, spet je bilo lektorirano. Korekture so potovali gor in dol, takrat je živel v Rimu, iz Rima v Buenos Aires. Za današnje razmere, ko je vse s kompjuterji
in nekaj neverjetnega, kako tiskarna enkrat ni imela papirja, enkrat je zmanjkalo svinca, klišeje je bilo težko delati in tako dalje. Ne? Ampak končno 14. septembra 65 je tista knjiga prva pač išla. Opombe je napisal Janko Hafner, dodal tudi poglavje o tem, kaj je Walter Schellenberg pisal o Vauchniku. Schellenberg je bil en visok gestapovec, ki je po svetu v svojih spominih eno poglavje Vauchniku. Ne? Samo on je pripisal vse njegove uspehe tako imenovanemu družbenemu vohunjenju. Da je pač Vauchnik hodil na razne sprijeme, se družil z ženami generalov in tako dalje, in da je po tej poti vse zvedel. Medtem ko vemo, da je imel visoko višje vire. Torej stalno je ohranjena korespondenca Stare, Hafner, Vauchnik. Ti trije so pač od leta 63 do 65 si stalno dopisovali, dopolnjevali. Se je pojavil en dober prijatelj obeh Vauchnikov iz Ljubljane in Miloš je takoj pisal v Argentino, ne omeniti njegovega imena, bo imel še sitnosti in tako dalje, torej dajte zakriti tisti odstavek in tako da je bilo veliko takih manjših ali večjih posegov. Spremni besedi sta napisala četniški general Ivan Prezelj in Frido Pogačnik, ki je bil velik Vauchnikov prijatelj in tudi v diplomatski službi v Berlinu istočasno kot Vauchnik. Grafikone in zemljevide je predelal Štefkin mož, jih je že narisal Vauchnik, ampak Marjan Mikluš je potem za knjigo to lepo uredil. Zanimivo je to, da je Miloš Vauchnik predlagal naslov Oblaki so rudeči, ampak Stare se ni strinjal, je predlagal Nevidna fronta in je potem Miloš Vauchnik rekel, da se mu zdi kar v redu. Miloš se je trudil dalje, poskrbel za nemško izdajo, Primohor je bil v Celovcu, spet nekoliko različno, 2 dodatni poglavji, ampak več so pomp in tako dalje, ki je šla leta 67. Ampak iskal je še naprej, torej potem je bila ta izdaja Ljubljanska, 73. z Blažičem, ampak Miloš je iskal naprej do smrti. Zadnji 2 leti pred smrtjo, ki je nastopila 19. maja 83, je bil v arhivih v Nürnbergu, Koblencu in Bonnu. In je tam, kot je pisal, midva sva si dopisovala, rekel, da je našel senzacionalne podatke. To je uporabil za spremno besedo za srbo-hrvaške izdajo Nevidljivi front, ki je šla leta 84 pri založbi Iskra, to so bili Ljotičevci v Münchnu. Ampak ta knjiga je šla že po njegovi smrti. Ampak ne samo to, da je šel v zadnji 2 leti življenja, ko je imel že 88. Ja, da je hodil po teh arhivih, kjer se je prepričal, da je bil glavni vir za te novice iz časa vojne Canaris, torej šef nemške protiobveščevalne službe, njegov pomočnik Oster. Že prej je iskal recimo Vauchnikovo zaročenko v Berlinu, pa Vilibalda Papsta, je zelo dvomljiva osebnost, ampak mu je zelo pomagala s podatki. Poiskal je tudi angleškega formalno diplomata, dejansko agenta, ki je v Švici bil njegov kontakt, to je bil Andrew King, bomo slišali še kaj o njem. Potem je, da se bližamo števki, potem je na podlagi teh originalnih rokopisov, ne več prve izdaje, nemške izdaje in tako dalje, je Štefan Weber za obzorja prevedel na novo, čisto vse, in to je potem dolgo čakalo, tukaj je veliko moje krivde tudi, ampak leta 17 je to končno šlo v 2 knjigah, ki jo vidite tam in ki sta še danes pač na knjižnih policah. To je najbolj zanesljiva in najbolj originalna izdaja, če odmislimo spremno besedo generalmajorja Marjana Krajnca, ki je imel vedno navado, da je ob številnih točnih dejstvih vedno kaj svojega podtaknil in je tudi Vauchniku določene stvari podtaknil, ki jih je Štefka skušala z založnikom Branimirjem Nešovičem
odstraniti, ampak ni uspelo v celoti. Nazadnje bi povedal še to, da tukaj vidite dve drobni knjigi, torej oba dela, ki jih je v Novem Sadu izdal Vladimir Petrovič lani. Sam pravi, da je kombiniral nemško izdajo in zadnjo slovensko izdajo in dodal tudi svojo spremno besedo. Tako da Vavknik je danes tudi v Srbiji zelo, zelo aktualen. Ni časa, da bi še povedali, kaj so vsega zgodovinarji delali. Med nami je tudi diplomat, zgodovinar in pisatelj Milan Jazbec, ki se je njemu posvečal, Igor Grdina je o njem pisal. Med Srbi pa vojaški zgodovinar, ki mislim, da je zdaj tudi že postal polkovnik, ko sem ga prvič spoznal, je bil še kapetan, Dalimir Denda, leta 19 je izdal tisto debelo knjigo, ki je v cirilici, in on je našel dokumente, ki jih je iz Berlina pošiljal Vavknik v Beograd, tako da je ta dokaz. Vem, da sem bil nekoliko dolg, ampak ste slišali tudi stvari, ki jih ne beremo povsod, in zdaj bomo to dopolnili pa s sorodniki. Najprej nečakinja Štefka Vavknik, vdova Mikluš, ki živi v Berlinu, torej lahko hodi po istih ulicah, kot je hodil stric Vlatko, in ki je po očetu seznanjena, ampak tudi z osebnih spominov, do konca seznanjena. Torej, moje ime je Štefka Vladimira Mikluš. In tako? Tako je. Torej, sem nečakinja Vladimira Vavknika, in menda edina oseba, ki ga je še poznala. Torej, jaz se ga še dobro spomnim in jaz deloma živim v Berlinu in deloma v Brtonigli v Istri. Otroška leta sem preživela v Mariboru, pri družini Mihelič, mojih starih starših, po materini liniji. In do mojega 6. leta je moj oče živel in delal v Mariboru, bil redno prisoten in občasno sem tudi pri njem stanovala. Vlatko nas je v tem času nekajkrat obiskal. V spominu mi je ostala njegova bleščeča uniforma in njegov ljubezniv nastop. Njegova prijaznost. Vem, da je bil tudi pri nas, pri babici in dedku na obisku, v našem stanovanju na Glavnem trgu. Ampak ti zgodnji spomini niso zelo konkretni. Moj oče je v tem času, če se ne varam, enkrat ali dvakrat obiskal Vlatka v Berlinu. Torej, jaz ne bom govorila o njegovih dejavnostih in o tem, kako je deloval, ampak o njegovem življenju oziroma o mojem življenju ob njem. Takoj po izbruhu druge svetovne vojne se je moj oče umaknil v Ljubljano, kamor se mu je kasneje pridružil Vlatko. Živela sta v stanovanju bratranca Radota Talerja v Malgajevi ulici in bolj nelegalno kot legalno, in dokler Vlatko di pobegnil v Švico in moj oče kasneje v Trst in potem v Milano. Odslej je bil oče begunec in njegov brat tudi. In jaz sem bila otrok beguncev. Ko sem zopet obiskala svojega očeta, sem bila stara približno 15 let. Tako dolgo je trajalo, da sem lahko šla v Milano k njemu. Torej, spominjam se enega dogodka, bilo je leta
42 ali morda spomladi 43, ko sem en sam dan preživela v Ljubljani z mojim očetom in z mojim stricem, z Vladkom. Iz Škofje Loke, kjer sva staro mamo, jaz sem jo klicala mama, odkar pomnim, bile na obisku pri Talarjevih, me je nekega lepega jutra pričakal v svojem ogromnem, črnem, osebnem avtomobilu en možakar, meni strahobuden možakar, SS-ovec v črni uniformi, z smrtno glavo na pokrivalu in me odpeljal v Ljubljano. Ne vem, kdo je to bil, nikdar nismo potem se o tem več pogovarjali. Ni mi več v spominu, ali je bil prijazen z menoj, ali je z mano govoril, bilo me je neznansko strah. In tudi tista pot nazaj v Škofjo Loko mi ni ostala v spomini, čeprav sem že malo sproščeno pričakovala, da bom zopet videla mamo. In teh poti se ne spominjam več, ampak vem, da je to bil ta človek. Miloš in Vladko sta me pred hišo v Malgajevi ulici pričakala na cesti in oče ali Vladko me je vrgel v zrak, tako bila sta me očitno zelo vesela. Z očetom sem potem ves dan obiskovala sorodnike in prijatelje, menda je bil mnenja, da me mora vsem pokazati. Za mene je to bilo bolj naporno kot zabavno, ampak v spominu pa mi je le ostal ta dan. Ena druga stvar, še nekaj se je dogodilo menda 44. leta ali morda bolj proti koncu vojne. Vem, da je že bilo po smrti mojega starega očeta, ki sem ga imela zelo rada, in nekaj po Vladkotovem odhodu v Švico. Verjetno je pobudo za ta projekt dal prav on. Mama je dobila sporočilo, da me bo na železniški postaji, jaz mislim Šežana ali nekje, ne spomnim se, katera postaja je bila omenjena, pričakal možakar, ki me bo pripeljal v Švico, kjer bom nadaljevala svoje šolanje. Niti mama, niti jaz nisva niti trenutka pomislili, da bi to storili. Najin odločen odpor je menda streznil očeta in Vladkota. Mama, torej moja stara mama, je bila tedaj zame najvažnejši človek na tem svetu. Bilo mi je 8 ali 9 let, bila sem navezana na njo in ona name. Malo da ne, obupala je že ob misli, da bi me poslala brez spremstva v svet. Skratka, vse je ostalo pri starem, jaz sem ostala pri njej. Nekaj naj še omenim o naši družinski konstelaciji. Se je bilo že govora, da je moja mati je umrla pri mojem porodu in moj oče je torej zelo zgodaj ovdovel in se ni več poročil. Vladko, njegov brat, pa je bil neporočen in ostal vse do smrti. In brata sta si bila zelo blizu. Kasneje, ko sem že bila odrasla, sem bila deležna neštetih pripovedi svojega očeta Miloša o njem. Zvedela sem, da sta bila navezana eden na drugega in jaz sem iz teh pogovorov zaznala njuno medsebojno naklonjenost in ljubezen. Čeprav je Vladko takrat že davno bil pod zemljo.
Moj oče mi je povedal, da sta v Ljubljani sicer skupaj stanovala, da pa ni vedel, kaj Vlatko počenja. Vedel je le, da je večno na preži, da ima pripravljen nahrbtnik, da izgine, predno bi od Gestapo potrkala na vrata. Torej, to je bil med njima dogovor, da moj oče ne ve nič in prav je bilo tako. Ko sem odraščala, je bil moj oče odsoten in Vlatko prav tako. Kljub temu sta bila oba prisotna v pismih, ki so več ali manj prihajala. Vlatkotova so prihajale iz Švice in kasneje iz Argentine. O svoji bolezni je poročal prav odprto, tudi o operaciji glave. In kljub temu se je zanimal zame, hotel je vedeti, kaj počenjam, kaj me zanima in tako dalje. Bil je zaskrbljen, pesimističen, bolj kot moj oče, ampak dobro obveščen. Moje navdušenje, moja vnema za šport, za plavanje se mu nista dopadla. To je bilo za njega premalo intelektualno, prepovršno, bi rekla. Tako si razlagam jaz to danes. Meni so bila tudi v veliko veselje njegova darila. Moje prve najlonke so prišle iz Argentine. Drugi odsoten, torej moj oče, me je praktično vzgajal s pismi in marsikatero odločitev glede študija sem morala njemu na ljubo spremeniti ali opustiti. Z Vlatko to vem, da sta razpravljala o moji bodočnosti, o moji vzgoji, da sta si belila z glave, kaj bo z mano po vojni. Ampak očetovi nazori so bili le bolj liberalni od Vlatkotovih. In čeprav je tudi on znal biti načelen in nepopustljiv. Žal je Vlatko kmalu umrl, torej zgodaj umrl, tako sem bila prikrajšana za njegovo naklonjenost in ljubezen, ki bi je gotovo bila deležna. Toliko so spomini, ki jih imam jaz na Vlatkota, ampak Miloš, moj oče, če bi še živel, bi lahko pripovedal ure in ure o njem. Na srečo je moj oče zadnjih 8 let življenja preživel v naši družini. To so bili razen mene, moj mož, Marjan, in najina 2 sinova, Metod in Matej. Tako smo marsikaj zvedeli od njega. Za mene je to bila sicer velika sprememba, ker sem bila odrasla oseba in sem od danes na jutri imela očeta, ki ga do takrat je bil vedno samo na obisku. Zdaj, po tolikih letih, se s hvaležnostjo spominjam teh skupnih let. Bil je že v svojih 80 letih, čeprav je bil izredno vitalen, večno zaposlen in radoveden, ampak kljub svoji visoki starosti je bil le prilagodljiv. Zelo dobro se je razumel z mojimi sinovi, pa tudi še boljše pa z mojim možem, ki sta vedno držala skupaj. Ja, torej, in Vlatko je bil ena od njegovih tem, to je že Ivo omenil, in meni to malo zveni patetično, ampak po Vlatkotovi smrti je bila to njegova življenjska tema.
In kot rečeno, v Rimu je prevedel Vlatkotovo knjigo, kot smo slišali, pod težkimi pogoji. Prevajal je, čez dan je delal, prevajal je po večerih in v nedeljah in skrbel je, da je knjiga išla, menda je tudi prispeval za tisk, nisem sigurna, ampak mislim, da. In čeprav bi rekla, da je njegov zaslužek v tem času bil dokaj skromen. Moj oče je bil odvetnik in kot odvetnik je bil mnenja, da za svoje trditve moraš imeti dokaze. Zato mu je prišlo na misel, da se je napotil v te vojaške arhive, o katerih je Ivo poročal. Jaz se spomnim samo, da je šel v Koblenz, ampak ti veš več. Ja. Kjer je upal najti sledove Vladkotove dejavnosti. Prečepel je tam dneve, našel mnogo zanimivega, kot smo slišali, se vrnil domov z kupom fotokopij raznih listin, tudi tega, kar je pravzaprav iskal, tega pa ni našel. Torej, moj oče se je trudil tudi za prevod Vladkotove knjige v angleščino. Sprva je pričakoval, da se bom jaz tega lotila. Dopovedala sem mu, da tega ne zmorem, kar je razumel. Ampak ni odnehal. Od nekod je k nam prišel en gotovi gospod Fraj iz Anglije. Pripovedoval je iz Anglije, bil je naš gost in očitno se mu je pri nas zelo dopadlo, prav nič se mu ni mudilo domov in trajalo je približno teden dni, da sta se moj oče in on zmenila za prevod knjige. Nekaj časa so prihajala njegova pisma z kratkimi prevodi. Domnevam, da se je mož trudil, ampak ni uspešno končal dela. Vsekakor v celoti knjige ni prevedel. V srbohrvaščino, kot vidimo, je bila knjiga prevedena, seveda tudi po Miloševi zaslugi. In torej, toliko o tem. Vse te male dogodivščine so že davna preteklost in medtem se je ne samo v Sloveniji marsikaj spremenilo. Želja mojega očeta, da bi se vrnil v Sloveniji, se ni izpolnila. Umrl je maja 1983 in Boris Šnudel, ki je bil že omenjen, naš družinski prijatelj, ki je pri takratni oblasti bil zelo dobro zapisan, mi je pomagal, da smo dobili od Udbe dovoljenje, da pokopljemo očeta v družinskem grobu v Jakobskem dolu v Slovenskih Goricah. Pogoj je bil, da nikogar ne obvestimo in seveda, da ne damo v časopis in tak naprej. Nismo se popolnoma tega držali. Nekaterim ljudem smo že povedali. Pri maši pred pogrebom je bila cerkev polna vaščanov in med domačini so bili posebno opaženi neki tuji pogrebci, ki jih nihče ni poznal. Ja, žal ne vem in tudi Vito ne ve in tudi Igor ne ve, kako je Vladkotova žara prispela iz Argentine v Maribor. Vito, moj bratranec, se je menda pogovarjal z Udbo in pokop v Jakobu je moral biti brez obreda, brez pogrebcev, konspirativno. Ja, Vito je menda bil edini človek, ko so odprli grobnico in
vanjo položili žaro. Tako je Vladimir, ki je vedno živel diskretno, skromno in silom prilike tudi konspirativno našel svoj mir v Jakobu. Naj dodam še eno misel. Ko sem pisala te vrstice, sem opazila, da odkar živim v Berlinu, mi je moj stric bližji kot v preteklosti. Kot otrok sem deloma preplašeno, deloma ravnodušno vse to doživljala. Kasneje sem živela lastno življenje, bila zaposlena, imela družino, otroke, poklic. To, kar danes razpravljamo, je bilo sicer prisotno, ampak aktualno življenje je bilo važnejše. V Berlinu živim že več kot 24 let, poznam kraje, v katerih se je stric gibal, vem, da je stanoval v Kajtstraße, ki jo poznam, to ulico, da je hodil v kazino, kjer to je bilo v Budapester Straße, tam je tisto je porušeno, zdaj je vse novo tam. Potem to je Budapester Straße bila, kamor se je redno zahajal. Ogledala sem si bivšo jugoslovansko ambasado, kjer sta se z Andrićem redno srečevala in posvetovala. Ta je blizu Landwehr kanala, to je blizu tistega mesta, kjer je bila umorjena Rosa Luxemburg. In stavba je bila dokončana nedolgo pred izbruhom druge vojne in je zgrajena v slogu tistega časa, tako kot ta zgradba, nekaj takega. Posebno in pozabno stopnišče v prvo nadstropje, to tukaj nimate, ampak tako, da se lahko gre po stopnicah dol in da te vidijo. Tako, to je posebno, tisto stopnišče je res zelo lepo. Ja, v prvo nadstropje in tako zvani Wintergarten, to je vrt, ki je v hiši, ampak steklo gre v steno dol. In baje je celo Hitler občudoval tisti Wintergarten in zahteval, da se tudi v Berchtesgadenu naredi takšen Wintergarten, kot ga imajo tam v jugoslovanski ambasadi. Dobro, in še zelo luksuzna kopalnica. Torej, Andrić je imel zelo luksuzno stanovanje tam. Vse to mi je ostalo v spominu. Celo pisani čilimi so v pisarnah še viseli na steni. Moram reči, da je to ena ustanova, Auswärtiges Amt ali nekaj takega. Nisem mogla ugotoviti, kaj pravzaprav delajo. Bili so zelo prijazni, zelo prijazno so me sprejeli in tak, ampak dala sem jim tudi očetovo knjigo, ki je seveda niso znali čitati, ampak vseeno, bili so navdušeni. Dobro, v redu. Potem poznam tudi Nestorjevo ulico, o kateri moj stric zelo dosti piše, ker je tam stanovala tista gospodična, ali njegova zaročenka, skratka, on jo je imenoval Urška. Stanujem v blizini Charlottenburger gradu in parka in ko se tam sprehajam, imam v spominu opis iz knjige, kjer je stric opisal, kako je Charlottenburger park izgledal, ko so čakali na Hitlerjev
na Hitlerjev rojstni dan. Vse je bilo v zastavah, bilo je vse zastraženo, nihče ni smel prestopiti tega parka, potem ljudstvo se je lahko tam zbralo seveda in gledalo. In isto se je dogajalo, ko je prišel princ Paul v Berlin, so ga tudi z velikimi častmi sprejeli, seveda je to bilo vse hlinjeno, ampak dobro, na vsak način je bilo zelo impozantno. Ja. Torej, to je, kar bi jaz vedela povedati in tako se pač jaz soočam s svojo preteklostjo dnevno, ker pač tam živim. Hvala lepa. Torej, veliko smo slišali o Vladimirju in o Milošu, bil pa je še tretji brat, ki ga tukaj zastopata dva bližnja sorodnika in bi prosil najprej Vita ali Viktorja, spet Slavnik, da pove nekaj o družinskih spominih v tej strani. Jaz bi se najprej zahvalil direktorju, pa vam od Jovnikar za tole organizacijo srečanja, oziroma vsem ostalim, ki so tudi sodelovali pri temu. Hvala še enkrat. Zdaj jaz sem res mogoče po priimku, oziroma po tej liniji zadnji Vauchnik, in moj bratranc Igor, pa moja teta, čeprav seveda jaz ji rečem teta, ampak ona je na generacijo še starejša, sta moja edina sorodnika, ki sta mi pravzaprav še ostala v življenju. Tako da sem kar vesel, da smo zdaj naredili neko priliko, da smo se skupaj tukaj našli in da lahko kakšne lepe spomine obujamo. Zdaj, moja leta so pač taka, da dedkovega brata Vladkota nisem poznal, ob njegovi smrti sem bil star 7 let. Seveda so bile pa pripovedi predvsem mojega dedka, tudi Viktorja, torej brata od Vladka, ki je bil, torej moj dedek je bil izredno topel, dobrosrčen človek in je zelo rad opisoval bratovo zgodbo in pa morda tudi veliko spominov mi je povedala bratrančeva mama, moja teta. Tako da skozi to sem nekako spoznaval sorodnika. Veliko seveda sem potem tudi imel prilike prebrati, tudi to, kar je bilo danes že omenjeno, zadnjih njegovih 10 let življenja, ki so bila zelo trpka, zelo težka, povezana seveda tudi z boleznijo, z stiskami. Bili pa so to takrat časi, recimo, verjetno se še marsikdo spomni tam okrog leta 70, oziroma mogoče po izidu tiste ožje knjižice Nevidna fronta, kjer je sledila cela serija časopisnih člankov, izredno negativnih, in takrat seveda tudi v družinskem krogu ni bil čas, da bi se veliko pogovarjali ali pa veliko razodevali teh dogodkov v stricu oziroma v Vladkotu. Moj oče je 55. leta dobil službo na Jesenicah kot sodnik za prekrške, pa potem kasneje tudi tajnik občine. Seveda Jesenice so bile tako kot neka kazenska destinacija, ali Zenica ali Jesenice, tam tako nekako, in mi smo pač pristali na Jesenicah. Tako da veliko pogovorov pravzaprav v družinskem krogu ali pa nasploh izven družine ali pa z mojimi vrstniki pravzaprav v tem času ni bilo. Jaz se spomnim tako rekel zelo bežno, mogoče sem bil takrat star 9 ali 10 let, ko me je teta, torej bratrančeva mami, peljala v Jakobski dol, kjer je sledilo to ne pokop, ampak položitev zelo na hitrico te žarje v našo grobnico. Tam v Jakobskem dolu so pač pokopani in njen oče in seveda oba brata.
od mojega dedka in dedek, moji stari starši, njihovi prastarši in pa potem seveda tudi moja družina. Ne. Tako da ta dogodek je minil v nekaj minutah, zelo, rekel tako malo, ne skrivnostno, ampak tako konspirativno. Tega se mogoče kot bežno spominjam. Seveda bratranc mi pravi, da verjetno je ta žara bila kar 2 ali 3 leta shranjena pri mojem očetu in potem je sledil nek tako bliskovit pokop ali pač položitev te žare v grobnico. Ne. Mogoče en tak utrink, ne, malo kasneje, ko sem pač služboval, sem tudi vodil en projekt v Beogradu. Naključno se je zgodilo, ne, ko sem zaključil en projekt vodenja nekega večjega centra trgovskega, ne, in ko sem te povabljene goste peljal na ogled Belega dvora, ki je bil po letu 2000, to je bilo 2005. Leta, ne, spet deloma odprt za javnost, torej takrat je bila potem postala to rezidenca rodbine Karadžordžević, se pravi Aleksandra tega. Predtem je bila do leta 2000 nekako rezidenca srpske vlade, pred vojno pa seveda rezidenca kneza Pavla. No, in ko smo si mi ta pred ogledom, sem se seveda mogel, ker sem vodil ta ogled oziroma to skupinco gostov, tudi legitimirati z osebno izkaznico. No, in tisti vodja ali kustos, jaz mislim, da je bil bolj vodja, odgovoren za sprejeme, ne, je takoj zastrigel z ušesi, ne, in rekel, pa vi ste Vauchnik, pa a je to kakšna povezava s tem? No, in potem smo nekako začela diskutirati in on je bil približno iste generacije kot Vlatko in tudi njegov šolski vrstnik, oziroma ne vem, če je ravno bil šolski čisto vrstnik, ampak istočasno se je šolal v tej višji oficirski šoli. Tako da to je bilo eno tako naključje, ne, ki se ga sigurno zdaj 20 let že spominjam, pa tudi marsikomu sem ta dogodek pripovedoval. Zdaj, po očetovi smrti, ne, približno skoraj 20 let je že od tega, 18, no, 19 let, je oče pač mi predal nekaj predmetov, nekaj slik, nekaj predmetov, nekaj knjig in seveda bom zelo vesel, no, če bodo vsaj del tega našle mesto pri... Povejte, zakaj gre. Ja, to so pač, jaz težko komentiram, pravzaprav to je neka oficirska sabla, zelo stara, verjetno iz prvih torej dni njegovega šolanja, daljnogled, tam je slika čisto desno, torej ob smrti, ne. Tule je slika, ki je sicer se nahaja v raznih knjigah, kjer so vojaški atašeji imeli neko srečanje in so si ogledali to frontno linijo proti Franciji. Potem je nekaj pač knjig, njegova slika, ki sem jo tudi dobil, ne. Tako da, če bodo mesto našli v kakšnem kotičku muzeja, bom seveda zelo vesel. Drugače seveda se stvari hitro pozabijo, moji otroci, vnuki, jaz imam tudi že 2 pravnuka, verjetno. Ne verjamem, če bodo to zgodbo še poznali ali pa nadaljevali s tem. Tako, toliko v kratkem, še enkrat pa hvala lepa, no, za to priložnost. Besedo bi dali zdaj doktorju Igorju Gabrielu. Vaša mama se pa veliko spominjala Vlatka Vauchnika, imela slike tudi, nekaj pisem, ne? Torej, ta spomin je živel v vaši družini. Ja, lepo pozdravljeni vsi. Zdaj tako, nekako moram reči, že jaz imam pri celi zgodbi najmanj zapovedati, ker sem le sam na pol Vauchnik. Prepozno rojen. Ja, pa prepozno rojen, to pa hvala Bogu. Jaz se spomnim seveda teh zgodb o
Vlatku Vavhniku se spomnim samo kot otrok. Takrat, ko sem pač poslušal te starejše, ki so klepetali o tej zadevi, ne, najbolj seveda si poslušal takrat, ko so te poslali ven, pa si vedel, da je treba vleči na ušesa. Ne. Ampak to so bile zgodbe, ki jih takrat ti nisi, ne vem kako registriral, niti si jih, mogoče nisem niti zapomnil. Ne vem, lahko govorim samo skozi neko čustveno prizmo, ne? Ker seveda ti podatki, ki sem jih jaz prejemal, so bili podatki moje mame, očeta, kaj so jim deda, to so pač klepetali, ne? In o tem razpravljali, marsikaj nisem razumel. Potem se pa seveda tako kot življenje gre, ne, se pač od tega oddališ, potem postanejo pomembne stvari, služba, gradnja hiše in tako naprej in v bistvu se s tem ne obadaš. In šele zdaj, ko sem starejši, seveda me nekako mogoče malo pritegne ta zgodba. Ne. Tako da danes sem ene par fotografij prinesel, ki sem jih pač najdu v tej škatli z fotografijami, ne, ki jo ima verjetno vsaka družina in sem se celo zimo trudil, da sem jih nekako pospravil v nek album. Ne. No, in ene par teh fotografij je bilo pač tako zelo zanimivih. Ne. Drugače pa moram reči, da ko sem poslušal gospoda Jevnikarja zdajle, da je to, jaz 90% teh stvari ne vem. Ne, seveda ne. Tako da sem zelo hvaležen, a ne, da nekdo pove zgodbo eksaktno, ali pa saj do neke mere, a ne koliko se le da kot zgodovinar eksaktno, in da mi, ki smo sorodniki in ki gledamo seveda iz nekega zornega kota na zadevo, da slišimo seveda kako naj bi to dogajanje takrat objektivno izgledalo. A ne. Tako da seveda sem res kar vesel, no, kakor sem na začetku nisem vedel, kako bo tole izgledalo, ne, tole naše srečanje, ampak zdaj sem kar vesel, ker moram reči, da se ti marsikaj odpre in mislim, da bom tudi jaz od danes naprej drugače gledal na zadevo. No, tako da hvala vsem, ki ste pri tej zgodbi sodelovali. Jaz bi htela še samo. Ja, bravo. Jaz bi htela še samo reči, da če ima kdo kakšno vprašanje, da sem seveda pripravljena odgovoriti in če bom znala odgovoriti. Samo jaz bom še nekaj dodal. Zelo bom vesel, če boste, gospod Jevnikar, nam lahko izročil tole, kar ste danes povedali. Ker teh zapisov je zelo veliko, jaz jih tudi imam razne, ampak moram reči, da tako kot je Igor rekel, eksaktno ste lepo napisal neko zgodbo, ne, o tem. Čisto na koncu bom pa to rekel. Ne. Štefka je govorila o neki svoji veji, stricih, pradedih, dedih in tako naprej. Moram pa reči, da midva sva edina izmed Vavhnikov, ne, ob vsej številni rodbini sva se ukvarjala športom, sicer ne ravno ob navdušenju najne žlahte, ampak sva pa edina v celi veji Vavhnikov, ki sva to počela. Ne. Ja, moj oče je bil mnenja. Moj oče je bil, to Vlatko in Miloš sta bila še gospoda 19. stoletja. Ona dva sta smatrala, da je šport za malo bolj neumne.
zato je bilo to bolj zaničevano. Razen tega je moj oče bil mnenja, da bom dobila razširjeno srce. Kako se to zgodi, ne vem, če bom zganjala šport. In še to mi je rekel, razen tega boš izgledala za 27 leti kot ena matrona, če boš dalje tako plavala. Moram pa na to temo Vavhnikov in športa dodati še jaz eno. No. Moja mati mi je vedno želela kupiti kaj za obleči za rojstne dneve. Ja, in seveda sem rekel, bolj enkrat pa po Bogu, pa kupi mi enkrat neke športne cunje, ne vedno. Ne. In ne boste verjeli, kaj sem dobil, Twidast rekelc. To je vtis o Vavhnikih, res so bili iz 19. stoletja, ampak sicer pa zelo živahni, zelo, moram reči, komorni ljudje. Ne, saj tudi moj oče je igral tenis, ampak v dolgih hlačah. Zdaj, če smo že pri obleki, pa v modi, gospod Viktor, vam pa je Vladimir Vavhnik iz Argentine poslal neko vetrovko, ne? Ja, to je pa... Ma ne reči. To je bilo pa, ne vem, mogoče sem bil star 5-6 let, to se pravi, zelo pred svojim koncem smo dobili en paket, mislim, da ga je tudi bratranec dobil, ali pa teta moja, no. In noter sem dobil, ja, tako rjavo vetrovko in to je bilo tako, z Argentine sem dobil anorak, verjel anorak. No, vidiš. To pa ja, to sem pa pozabil, bravo, što bi vam spomnil, ne. Ja, to je pač ostalo mi še, ker to vetrovko sem pravzaprav ob nasprotovanju moje mame zelo dolga leta nosil, ker je bil malo prevelik, za moja leta takrat je bil mnogo prevelik, ampak potem s časom mi je pa postal prav. Ja. Nekaj, ena malenkost. A ti veš, zakaj se imenuje nevidna fronta? Ne veš? Ne, ker si ni izmislil Miloš. Ne, to si je izmislil Vlatko. Ja, zato, ker jaz sem to zasledila v njegovi knjigi, ker sem zdaj, ko sem malo brskala po svojem spominu, sem našla to, da je bil mnenja, gospod Jazbec, to bo vas zanimalo, da je vojna se vodi v glavnem na tak način, da imaš informacije. In čim več in čim boljše informacije imaš, tem bolj uspešen si pri vojskovanju. Ampak se to velja mogoče tudi za druge panoge. Ampak to je nekje med vrsticami tudi omenil. Verjetno je zaradi tega nevidna fronta. Eno pa, ne vem, koliko časa imamo še, ampak... Ma mislim, da še neki, ja. Še nekaj, ste zelo potrpežljivi, vidim, nihče se ni... Mogoče, če je še kakšno vprašanje za publike? Ja, eno vprašanje bi jaz imel o rojstnem kraju. Jakobski dol velja za domovino Vavhnikov, ne? Tam je grobnica in tako dalje. Ja. Ampak recimo Vladimir je rojen v Svetinje. Ja, seveda, oni so se selili iz Šentilja, v Markovce, v Svetinje, učiteljska družina, nažalost že sami, zato ker je moja stara mama umrla z 28 leti in ko je rodila 4 otroke, je umrla zaradi tega, ker so ji odpovedali ledvica. Bila je bolana na ledvicah. Torej, ja, oni so se selili, ampak moj stari oče je bil torej vdovec s temi 4 otroki in to je bilo zanj zelo težko in potem
je našel eno gospo Sirk, ki je bila posestnica, torej benestante, kot se reče, dobro stoječa, in sta se poročila. In takrat so bili Miloš, Vlatko in Viktor že odrasli. In potem ona dva sta dobila še enega otroka in ona je bila posestnica v Svetem Jakobu. Torej, takrat se je reklo Sveti Jakob, zdaj se reče Jakobski dol. Ona je imela tudi na vrhu hriba eno posestvo in tam, kjer je dedek potem stanoval, je bilo še eno posestvo. In Božek, ta zadnji otrok, je bil mnenja, da moj star oče, da je to preveč, da ima on tam tisto posestvo. Ampak skratka, bili so navzkriž ta Božek pa moj dedek. Vem, da je Božek hodil mimo naših, torej mi smo bili begunci tam med vojno in moja mama, moja stara mama in moj dedek se nista razumela. In nista se razumela, skratka. Moj dedek je bil zelo, šparov, ne rečemo, no. In zato, in spomnim se, da je Božek hodil mimo naše hiše in se kregal nad očeta. Ja. Tako, to niso bili preveč dobri odnosi, ampak zdaj so vsi tam v grobnici skupaj in se nimajo kaj kregati več. Ja. Gospod, v tretji vrsti. Ja, vi ste hteli vprašati. Ja, samo eno vprašanje za gospoda Jelnikarja. V bistvu, mogoče samo informacije. Jaz sem prvič zelo podrobno slišal za gospoda Vavknika na Kosovo, leta 2000 po bombardiranju, smo bili v misiji in sem tam z lokalci se nekaj pogovarjali in so mi zelo na gro opisovali delo. Moram priznati, da sem bil paf, nisem niti poznal takrat tako. Na Kosovu? Na Kosovu, med Srbi. Srbi so vedeli za njega. Medtem, ko jaz nisem slišal prej tako prav zelo v Sloveniji za njegovo delo. Na kar sem si lansko let kupil ravno tole knjigo v Srbiji, na Knez Mihajlovi, sem jo zasledil in sem jo kupil in sem jo začel pred 2 meseci brati. In me samo zanima, gospod Jelnikar, gospod Vladimir opisuje, ko se je vrnil v Ljubljano po tisti službi v Zagrebu in že srečanju s tem gospodom, ki sta potem se delovala, ker ga je on čakal v Zagrebu, prav besno, pa ga ni bilo, pa se je pol pojavil, pa je pa spet zginil, pa sta se v Ljubljani potem dobila naknadno. Ampak hotel sem vprašati, on opisuje, da v Ljubljani je že obstajal nek hud center obveščevalni z neko tehnologijo, ki je bila že pripravljena ravno v tej knjigi, no? In da je bila Ljubljana izjemno pomembna v tem koncu za obveščevalno dejavnost, celo bolj kot kjerokoli drugo mesto, ne? Ravno zaradi tega in ker je mejila na Tretji rajh, pa Italijani so bili tle in tako naprej. Pa me samo zanima, ta center se kaj izvedel pri raziskovanju, kje bi to bilo ali? Ne vem, marsikje beremo, da je imel Vavknik tudi nek podzemski prostor, v katerem je delal in tako dalje, samo tega nismo našli. Nekateri so namigovali, da je bilo to nekje na področju, kjer je imel Rojina svojo mizarsko delavnico, ampak nimamo podatkov. Ampak vem pa, da to mi je povedal moj oče, da je Vlatko, ko je sprejel tisto, da je šel v Zagreb in to, kako je bilo v Zagrebu, je itak, to je zelo
zelo neprijetno, tudi opisano, kako vzdušje je bilo in tako. In oče mi je povedal, da mu je Vlatko sporočil, da ga nujno, da mu naj pošlje zdravniško spričevalo, da je zelo bolan. In ne vem, v Ljubljani, jaz se tako ne spoznam, je tam bil en sanatorij in tudi en zdravnik, ki so ga poznali, ki je bil prijatelj njihov, in tam so sprejeli Vlatko prav v ta sanatorij in on je javil v Zagreb, da je bolan, in je tudi bil v tem sanatoriju nekaj časa. Jaz se ne spomnim, kaj je to za sanatorij, mogoče ti veš. Ja, ampak tako je bilo. To je bil način, da se je pač tam izognil. Ampak to, kako je to doživljal tam, to pa že opiše malo in to je zelo, da se je zelo nelagodno in neprijetno počutil. Ja. Mogoče, če smem samo še ena replika, drugače res v Srbiji je Vladimir Vavhnik na nek način bolj poznan in cenjen kot v Sloveniji. Ne? Tudi, ne vem, če pogledate na YouTubeu, je par objavljenih predavanj, oddaje srbske televizije o Vladimirju Vavhniku, medtem ko v slovenščini ne boste zasledili. Se Slovencem dostikrat zgodi, ne? Pogosto. So zelo bolj cenijo, kot bi se če se čisti za to. General? Dobro večer vsem skupaj. Tukaj sva z profesor dr. Ivanošo, jaz sem profesor na univerzi in nekaj let najprej najlepša hvala za vse, kar ste nam danes povedali. Zame je to zelo dragoceno, tudi nekaj stvari sem si morda skozi vaše naključne pogovore malce drugačno predstavo stvaril. Nisem zgodovinar, ampak se ukvarjam kot profesor z varnostnimi vedami, obveščevalno dejavnostjo in tako naprej. Midva sva se pred leti odločila, ker obveščevalna dejavnost je pravzaprav nekaj, kar je premalo opisano. Sva se odločila, da poskušava napisati metodologijo proti obveščevalne dejavnosti. No in temelj te najine metodologije je bil potem nekoliko bolj, ne morem reči, študij zgodovinski, ampak bolj poglobljen pogled v pismo Zagreb, tudi Ljubljana, ki je izšel reči, da nama je to izaložili kar dobre in ga uporabljajo na nasel učbenik. In vsako leto dobim mail, ker me zopet vprašajo, ali lahko ta učbenik še naprej uporabljajo. Tako da, kar se pa mojega pogleda tiče na polkovnika Vavhnika, menim, da gre za izjemnega častnika, polkovnika, izjemno inteligentnega analitika, kajti njegove analize, ki jih gledam, to je pravzaprav nekaj neverjetnega. Sej morda kasneje že, ampak recimo tiste prve napovedi, ki jih je dajal, recimo so izjemne. Da je bil zvit, prav gotovo je bil. Jaz ne vem, če se da kje prebrati to, kar ste vi že omenili od Henrika, da je v bistvu nasprotna stran dala pohvalo temu človeku za njegovo delo takrat v Nemčiji. Menim, da je to, kar ste že malce omenjali, predvsem mi gospa, okrog tega njegovega dela v Zagrebu, v bistvu je to, on je po mojem moral tam v teh zaporih marsikaj doživeti v Berlinu, ko so ga potem zaprli in je bila to ena way out strategija, da je v bistvu šel v ta Zagreb, verjetno že kar precej načet in je v bistvu, ker namreč njegovo delovanje je kot en
igra, ne vem, simultanke, šaha na enih 6-7 igralcih. In to ni enostavna zadeva, to početi zelo dolga obdobja. To so počeli nekateri nekaj let in potem ni več uspevalo, pa je zelo dolgo to uspevalo, tako da nažalost verjetno so pa res te posledice bile, da je zaključil tako kot je. Kar se pa Ljubljane tiče, pa obveščevalnih centrov, Ljubljana je bila izjemen obveščevalni center ravno zaradi te pozicije med Panonsko in Padsko nižino, med Istanbulskimi vrati in pa tem evropskim prostorom. In prav gotovo je v tem tudi delež v enem delu v tem obdobju polkovnika Vavknika. To je potem, ko je v bistvu nastala Titova Jugoslavija, Ljubljana to zgubila, se to preselilo na Dunaj in potem se zopet vrnilo nazaj in verjetno je danes tudi marsikaj se dogaja. En drobec smo zdaj leto nazaj poslušali s tem zabavo, ki so imeli v bistvu za temi ruskimi špijuni, ki so jih pač odkrili tukaj. Tako da jaz sem hvaležen za vse, kar ste povedali, zelo bom pa vesel, če se boste lotili tega simpozija in na ta način osvetlili nekaj, kar je treba osvetliti in tudi zadržati spomin, upam tudi pri vaših pravnukih in tudi naših naprej, ker je to nekaj enkratnega, izjemnega, res intelektualno neverjetnega. Hvala lepa. Dobro večer, Teodora Ivanuša je moje ime, profesor je povedal, da smo pisali skupaj, ampak jaz pa moram vseeno povedati, jaz sem Ormožanka. Torej, mi polkovnika Vavknika razumemo kot našega Prleka in našega sorojaka, tako da prosim, da poudarite, da je bil pa vseeno Prlek. Prlek, ja. Vaša se pravim dokazati, da so tudi založbi v začetku seveda dali začetek knjige tega učbenika, tudi Vavknikove podatke, smo porabili kar nekaj tega argumentov, da so uredniki to pustili in da je tako stalo, kot je za osnovi. Hvala lepa, profesor. Brez dvoma vas bomo povabili, če bomo organizirali simpozij kot predavatelja, z veseljem. Gospod Jazbec bi htel nekaj reči. Hvala lepa, Milan Jazbec, sem jaz, hvala lepa, gospod Števka, za te par knjigo. Hvala vsem. Tole, kar sem cel predstavljal, kot je rekel kolega, profesor in pa prijatelj, isto, ki je izjemno dragoceno, iz več vidikov, osebni prispevek, poznavanje človeka po osebni plati, da potem bolj umesti v zgodovinski kontekst, družbeni kontekst. Eno, drugo pa se mi zdi zelo pomembno, da se na nek način relativizira tisto mistificiranje, ki je vse posod. Seveda, pri obveščevalcih, ne rečem špijoni, bomo jih se vedno mistificira, to je del profesije in od tega se tudi publika hrani, pa tisti, ki to mistificirajo. To je ena stvar, druga stvar, seveda tisti, ki izjemno izstopajo, o tistih se govori, se špekulira, se spet mistificira, kar vse skupaj zamegljuje pogled. To je zelo, zelo koristno, kar sem vse povedala, fino, da bo posneto, se bo dalo videti pozneje. Jaz sem približno istočasno, pa se nismo zmenili, polkovnika Vavknika se lotil kot diplomata. Torej, mene je zanimalo tisto, zanima vedno njegovo berlinsko obdobje, vojaški ataše, diplomat, kako je polkovnik Vavknik deloval, kaj so bili njegovi stiki, kako je navezoval stike, kontakti, odkot je dobival informacije, kako je pri tem deloval. To sem opisal v študije 30 strani v moji knjigi Vojaška in obrambna diplomacija, na to, da vejo, šla se tudi dobi kot e-knjiga. In bi zdaj samo par stavkov dodal, da ne bom dolg, ker ni več treba. Pridružujem se vsem tem, z tega diplomatskega vidika, polkovnik Vavknik je bil prvovrsten diplomat. Bil je med najboljšimi vojaškimi atašeji prejšnjega stoletja, zdaj kako visoko, koliko do tistih nekaj najboljših, zdaj odprto vprašanje, treba pogledati arhive, poročila, ki jih je on pisal, oziroma depeše, ki jih je on pisal iz Berlina, depeše, ki so pisali njegovi kolegi iz pogovorov z njim, on je zelo razvejeno mrežo stikov. Jaz sem za osnovo vzel njegove spomine, se postavil pa, da so pač resnični.
v teh spominih ni nič takega, vsaj kar se diplomatskega dela tiče, da bi se lahko bahal, zmišljeval, če človek to trezno pogleda in se lahko to bereš, ne, se po eni strani res bere kot v Jamesu Bondu, čeprav moram reči tako, ne, zdaj za tale krog tu v tem vojaškem muzeju lahko rečem, da James Bond je na vrste zabavljaš, tisti ni resna stvar, torej Vavnik je bistveno več, je bil izjemen profesionalec, ne. Kar je pomembno z tega diplomatskega vidika je, kako visoke so bile njegove zveze v samem centru nacistične Nemčije. To je tisto, ne? To je tisto, kar je pomembno, recimo, ne? Z Göringom sta bila na ti praktično, ne? In z vsemi tam ostalimi okoli, ne? Recimo, zanimiva scena je, ko pravi, ko je spomladi 40 bil ponovno enkrat na obisku pri Göringu zaradi reklamacij, zaradi nedobave rezervnih delov za letala, tudi enkrat mu odlikovanje prinesel in sta se zaklepetala po tistem uradnem delu in ga je speljal, ne, in pravi, sem omenil, ne, sem ga pohvalil, ker je bil nečimben pa rad to slišal, dobri ste ne tistih 10-20 divizij, ko delate to je velik, in je Göring rekel, kje pa, ne vem, kaj je rekel, 50 jih bomo imeli, ne, in se potem takoj zagovoril, ker se je bliznil jezik. Torej, to je tist, kako je Vavnik iz ljudi speljal, ne, informacije. Še to, ne, sedaj ponavljam, kaj piše v knjigi, ampak večina se tega leta ne spomne, tudi tisti, ki ste brali knjigo, spomine, ne. Hitler je sprejel, ne, odločitev za načrt napad na Jugoslavijo 2 tedna pred napadom, torej 6. april minus 2 tedna nazaj, okoli polnoči v ožjem krogu 4, morda 5 ljudi je bilo, ne. Vavnik je tekom naslednjega dne s 3 virov dobil informacijo, s 3, torej v središču nacističnega Rajha. Torej, to je nepojmljivo za današnje razmere, za današnje prilike. Zanimivo, ne, je bilo to, da ni ga bilo stanovanje popoldne, to je vojaški ataše, je prevzel informacijo, ena gospa je sporočila tudi med drugim. Torej, kako je imel dobre, visoke zveze, stike. Torej, vi ste omenili Srbe in pa Vavnika. Človek razume, da je tista prva desetletja po drugi vojni pač Vavnik ni mogel biti popularen. Seveda ne, preveč je poznal nemški vojaški stroj, zato se mu je zdel upor proti Nemcem brezupni. Po mojem, zato se ni pridružil tistim vabilom, da bi stopil partizanom in jim pomagal, ker se mu to zdelo brezupno, ne, ob vseh tistih divizijah in tako naprej. No. Ampak seveda zanimivo je to, da tudi danes, ko se o Vavniku govori, se bolj spet mistificira, špekulira, ne pa o tistem, kar je resnično dosegel. Ne. Torej, z tega vidika to je izjemno koristno. Jaz upam, da boste imeli simpozij, da se bo o tem še pisalo. Morda bi lahko, ne vem, celo na generalštabu imeli neko priznanje Vladimirja Vavnika za vrhunske dosežke, ki je podobno maščevanje. Še nekaj. Gospa, vi ste omenili, da ste s Prlekije. Ja. Torej, ne vem, kako je Vlatko govoril, tega se ne spominjam, ampak moj oče je prleško govoril celo življenje. Hvala lepa, doktor Jazbec. Tudi vas bomo prosili, no, ne tako bom že danes nabral, za pol simpozija referatov. Ne vem, Ivo, povemo še kaj? Še kaj? Nima. Nič. Mogoče, če ponoviš vabilo za obpetek. Jaz bi Štefko še izkoristil, ker ne vidimo vsak dan, ne? Ne, ja, prosim. Jo je oče poslal tudi v London k Andrewu Kingu. To je bil tisti oficir angleške obveščevalne službe, ki je v Švici držal stike z Vavnikom. Ne, ja, ni me k njemu poslal. Jaz sem bila tam, ker sem študirala angleščino, pa sem slabo znala angleško, ker sem hodila na klasično gimnazijo in sem morala malo nadoknaditi. In nekega lepega dne me je obiskal gospod King, ja. In me je tam v koledžu poiskal in je rekel, veste, oziroma veš kaj, moja služkinja bo šla zdaj na dopust, ko greš ti domov, pridi k meni za 14 dni v London. In tako sem tudi storila in tako sva
jaz sem mu vodila gospodinstvo, to je bilo najbrž bolj bogo, ampak skratka je vse nekako dobro šlo in zelo interesantno je bilo za mene, ker on je bil, ampak sva se pogovarjala o Vladku, ampak seveda niti najmanj o tem, kaj sta ona dva imela ali pa kaj sta tuhtala ali pa kaj to, o tem ni bilo govora, ampak on tudi, jaz sem bila takrat seveda začetek 20 let, kaj jaz vem, seveda sem mislila, da strašno pametna, da vse vem in tako naprej. In on me je pridno poslušal in tako sva diskutirala in je bilo zelo, zelo simpatično. Ja. In ja, to je moja... Ampak to je dokaz za tiste, ki trdijo, da je delal za Ruse, za Nemce. Ne, in vem, da je potem King pisal mojemu očetu, da je bral Schellenbergove spomine in da je Schellenberg posveti mojemu stricu celo poglavje, ja, ali vsaj eno stran, ali tako nekaj takega. Skratka je rekel, ta gospod Schellenberg ima dobro fantazijo, ta si je marsikaj zmislil, da bi boljše prodal svojo knjigo. Schellenberg je bil nacist, seveda oportunist, nacističen. To moramo tudi vedeti. Nacistična Nemčija, mi mislimo, da so vsi bili nacisti. Niso bili vsi nacisti. Zelo mnogo jih je bilo, ki so bili vse drugo kot nacisti. Ampak seveda niso bili vidni. Ampak dobro. Na vsak način to, kar je Schellenberg pisal, King je rekel, da ja, to je bolj fantazija. Ja. Ja. Aha. Ja. Hvala lepa, še enkrat. Ja, prosim. Vsem skupaj, no. Ivo tu za... Ja, Ivo je bil zelo priden. Kdo je pobudnik, no, ampak rečemo, da je nastalo en pogovor, ne, ta pobuda, da tisto idejo o konferenci pretvorimo vsaj v ta večer, ker se mi zdi pa pomembno, da te družinske spomine zajamemo. Ne? Ker v arhivi bomo lahko še šli, pa kaj poiskali in tako naprej, tako da ni vse zgubljeno, ampak ti družinski spomini pa izginjajo. Ne? Tako da res hvala lepa, ne? Mi smo jih vestno posneli, no? In bodo del zdaj so prišli v nacionalna zakladnica. Na nek način je v nacionalno zakladnico prišlo tudi kar nekaj predmetov in cel snopič fotografij, dragocenih fotografij, ki ste jih iz družinskega albuma praktično iztrgali in predali v muzej, tako da smo vam zelo hvaležni za to. No? Vladimir Vavhnik je osebnost, ki si brez dvoma zasluži častno mesto v Vojaškem muzeju. Na nek način smo mogoče s tem večerom ga tudi sem postavili. Tako da hvala lepa tudi vsem vam za potrpežljivost, no, smo bili malo daljši, kot smo pričakovali, ampak mislim, da vam ni žal tega večera. Hvala lepa in srečno, da niso bili. Kaj smo?